Dober dan. V današnjem terminu od srede do srede nekoliko sprememb. Kolega Markeš je odsoten, zato predstavljamo najnovejšo številko revije Delo de facto. Takole izgleda. Papeža, bivšega papeža emeritusa imamo na naslovnici, ampak nekaj več pozornosti bomo namenili našemu drugemu sogovorniku, in sicer Jožetu Marčanu. Kdo je Jože Marčan? Jože Marčan je star 90 let in nekaj dni. Pred nekaj dnevi pa je obhajal še eno pomembno življenjsko obletnico, in sicer je bil aprila leta 1948 aretiran in je bil potem obtožen in obsojen na zloglasnih dahovskih procesih. Jože Marčan je zadnja živa priča dahovskih procesov in za revijo Delo de facto je povedal svojo življenjsko zgodbo. Začnejo z letom 1941, ko se je odločil, da bo začel sodelovati z Osvobodilno fronto, nadaljuje se z njegovim odhodom v partizane in potem izčrpno poroča o tem, kako je preživel koncentracijsko taborišče Dachau. V koncentracijskem taborišču Dachau je sprva delal v barakah, v katerih so bili oficiri, in je bil zadolžen za to, da je te barake čistil, da je oficirjem čistil čevlje, medtem pa je počel še nekaj. Namreč na skrivaj je poslušal radijske prenose zavezniških radijskih postaj in je potem s sotrpinom v koncentracijskem taborišču Dachau poročal o tem, kakšna je situacija na fronti, in je s tem sotrpinom vlival določen optimizem. V nekem trenutku je bilo to njegovo početje razkrito in je bil zaradi tega premeščen v revir, kot je on rekel. Zdaj, kaj je revir? Revir je bolnišnica v Dachavu, kjer se je naučil ključnih bolničarskih spretnosti. Bil je pa zadolžen tudi za to, da je ljudi, ki so prihajali s tako imenovanimi Judentransporti, transporti, v katerem so bili židovski zaporniki, da je tem ljudem pomagal priti do barak. Nekega dne je zaporniku, ki je prišel z Judentransportom, pomagal na način, da ga je dobesedno prenesel od vlaka, s katerim se je pripeljal do barake, ker človek ni bil sposoben hoditi. Ker ni bil sposoben hoditi, bi bil po logiki taborišča prenesen naravnost v morilski del taborišča, se pravi v krematorije. S tem, ko ga je Jože Marčan prenesel do barak, mu je rešil življenje. Ko pa mu je reševal življenje, je nanj skočila tifusna uš in je zaradi tifusne uši Jože Marčan hudo zbolel in tudi sam nekaj tednov nihal med življenjem in smrtjo. Jože Marčan v tem intervjuju za Delo de facto popisuje, kaj se je zgodilo na dan osvoboditve Dachava, na kakšen način je bilo zloglasno taborišče osvobojeno. Obletnica osvoboditve Dachava je ravno v teh dneh. Popisuje, kako se je vrnil v Slovenijo, popisuje, kaj se je zgodilo na dahovskih procesih, popisuje, kako je v samici v času procesa med dahovskimi procesi ohranjal zbranost, ohranjal razum. To je počel na način, da je kruh, ki ga je dobil kot obrok, shranil, preoblikoval v šahovske figure in potem sam seboj igral šah. Glasilke je pri življenju obdržal na način, da je cele dneve recitiral pesmi, ki se jih je naučil v srednji šoli. Še ena zanimivost. Jože Marčan je bil med dahovskimi procesi nekajkrat zapored spoznan za nedolžnega, na koncu pa je bil vendarle obsojen. Po zaporni kazni
je obiskal profesorja Helija Modica, pravnika, in ga prosil za nasvet, kako naj doseže rehabilitacijo. In potem je šel do Mitje Ribičiča, tedaj tožilca, in Mitji Ribičiču razložil, da je bila obsodba krivična. Napisal je pritožbo in dosegel, da se je postopek obnovil. Obnova postopka je tekla na način, da je bila sodna dvorana na ljubljanskem sodišču polna občinstva in Jože Marčan je čakal na svoj veliki trenutek, namreč čakal je na to, da bi lahko imel obrambni govor. Še preden pa je prišel njegov obrambni govor na vrsto, je tožilec zelo na kratko sporočil, da umika vse obtožbe, s čimer je bil Jože Marčan tehnično spoznan za nedolžnega, hkrati pa je bil prikrajšan za satisfakcijo, ko bi lahko sam povedal, zakaj je nedolžen. Ima še ostale stvari povedati, kaj je v delu de facto. Dunajski proces, in sicer gre za popis procesa v zadevi Patria na Dunaju, ki je tekel zadnje mesece in ki se je končal z obsodbo obtoženega Riedla. Pisal je naš kolega dopisnik Dunajski, Urban Červek. Mimi Podkrižnik je prispevala tekst iz Norveške. Imamo intervju z Damjano Fortunat Črnilogar, direktorico Tolminskega muzeja, ki pripoveduje o 300-letnici Tolminskega punta, zadeva še kako aktualna v kontekstu Vstaje. En daljši sklop štorij o alternativah in revoltu, razmišljanja o tem, na kakšen način naj se razvijajo ti kraji z večjim številom avtorjev. In pa imamo potem štorijo iz Laosa. Sicer Laos je neka nesrečna država, ki je pred desetletji bila deležna strašanskega bombardiranja, in sicer bombardiranja Američanov. Prognoza je ta, da bo trajalo 800 let, da bo Laos očiščen eksplozivnih sredstev, ki so ostala po bombardiranju te nesrečne države. Papeže imamo, oba, sedanjega in bivšega, seveda s poudarkom na bivšem. Teološke dileme, s katerimi se je soočal, tukaj na slikci pa obuvala sedanjega in bivšega. Treba priznati, da je obuvalo, ki ga je nosil papež Ratzinger, nekoliko bolj snobiš od obuvala, ki ga nosi njegov naslednik Frančišek. In pa dama z broškami Jadranka Kosor, prispevek našega zagrebškega dopisnika Dejana Vodovnika, ki je analiziral med drugim številne broške, ki jih je ob različnih priložnostih nosila nekdanja predsednica hrvaške vlade, pravkar izključena iz HDZ-ja. Vesna Milek, Jurij Jacko, nekoliko ezoteričen učenjak, razlaga svoj pogled na svet, in pa Marjan Zlobec nadaljuje svoj ep o črnih maskah. To je vsebina tokratne številke Delov de facto. Naslednjo pripravljamo za čas pred poletnimi počitnicami.